Draga publika, spoštovani in cenjeni, dobrodošli v še eni epizodi podcasta Zagreti za tek. Ja, medtem, ko sem večino časa na Bledu in z Igorjem in ekipo sestavljam letošnjo nočno desetko, se na hitro javim še s tem podcastom. Tokrat predstavim najnovejšo številko revije Tekač.si, tudi DM tek za ženske, še prej pa par novičkin, EPP, majica, si danes že tekel, si danes že tekla. Če jo rabite, ja, donirajte. Manjšo vsoto pa vam jo pošljem na dom. Hvala vsem, ki ste to že naredili. Hvala tudi za vse druge donacije. Luciji ta teden, pa še posebej Primožu v Saudsko Arabijo maham in želim dobro klimo. Tam imajo zdaj že 40 stopinj Celzija. Ja, z donacijami pa napredujem, tako da bo počasi tudi dovolj za nov mikrofon. Hvala. Kaj se je dogajalo na svetu, tekaškem svetu v zadnjem tednu? Veliko domačih dogodkov, odvil se je Ultra Trail Vipava Valley. Vreme je zdržalo oba dneva, čez dan se je v soboto že precej segrelo, vzdušje kljub vsemu izjemno. Če niste bili zraven, ste prav gotovo spremljali neposredni prenos na Facebooku, na YouTubu. V izjemni konkurenci, kar na 6 razdaljah, ne omenim zmagovalca na najdaljši 100 milki, pri moških ponovno, nihče drug kot že moj gost, Anže Sobočan, pri ženskah pa odlična Avstrijka, Ester Stelhofer, ki je bila absolutno četrta. Prav vsem gladiatorjem, emperorjem in borcem na hribih okrog Vipavske doline. Odvil se je tudi 17. Ultra Balaton, pretekli vikend, ja, ultra okrog Madžarskega jezera, letos par kilometrov krajša, vseeno izredno zahtevna, tudi tam je bilo toplo, zmagal je tokrat lokalec Mihalik, na cilju pa smo imeli tudi dva Slovenca, Domen Kozje, ki je bil odličen 8., dirko pa je še enkrat več uspešno končal tudi Mirko Miklič. Wings for Life, nedeljska dirka, kjer tekače lovi avto, ja, polovil na koncu je vse, zmago je od lani ponovil Japonec Joe Fukuda, pri ženskah pa nova zmagovalka, Poljakinja Kasija Škoda. Od Slovencev se je najbolje odrezal Urban Jereb. Po celem svetu je teklo neverjetnih 200.000 tekačev, ki so zbirali tudi denar za raziskave zdravljenja poškodb hrbtenice. Prav vsem. Tek trojk je bil v soboto, krepko čez 1000 trojk se je pomerilo na 2 razdaljah. Naj omenim, da so 29 pri moških dobili Ljubič, Mikl in Ocepek iz ekipe Helios, pri ženskah pa Tramtej, Juhart in Horvat iz ekipe PVC. Favorizirani atleti Mulej, Kobej in Vilhar so dobili ekipno 12 km razdaljo pri moških, Kokoške na begu, ja, prek Murke, Gorčan, Žalik in Škedel pa so odnesli žensko zmago na najkrajši razdalji. Mešana trojka v sestavi Lindič, Žnidaršič in Anja Fink je bila nepremagljiva tudi na tej krajši razdalji na trojkah. Nedeljo je bil tudi med drugim maraton v Pragi, ki sem ga sokomentiral na športklubu. Tega je z odličnim finišem dobil Kenijec Mutiso pred Sisajem Lemo, starim znancem Londona in predvsem Ljubljane, kjer je takrat postavil tudi rekord proge 2:04:58. No, tudi v Pragi je padel novi rekord, a je ta še vedno 11 sekund počasnejša od Ljubljane. Tako, na hitro še. Atletika Maruša Mišmaš je na vodu diamantne lige v Dohi postavila nov državni rekord na 3000 metrov z ovirami. Ta sedaj znaša 9:13:61, kar sekundo je bila boljša od svojega finalnega nastopa na zadnjih olimpijskih igrah, kjer je bila 6. Tokrat 5. No, veselimo se že sezone novih mitingov in seveda tudi svetovnega prvenstva na Madžarskem, kje se bo teklo prihajajoči vikend, seveda je najprej v soboto dopoldne na Live Step Up na Kristalno palačo, potem pa zvečer jasno na Bledu, na nočni desetki, kar nekaj
odličnih atletov in atletin je že potrdilo udeležbo, med njimi tako Kobe, Mulej kot Žnidaršič in Vilhar, pri moških, pri ženskah pa ponovno spet na štartu se veselimo Neja Kršinar. Prijave na obeh tekih so sicer že zaprte, vendar pa lahko zamudniki na kraju samem še ujamete kako strtnino. Držite pesti, da bo vreme prijetno pomladno, če ne že poletno, in da se nas dež vsaj na tekmovalni dan usmili. Prijavite pa se lahko tudi še za maraton 3 src v Radencih, ki bo teden dni zatem. Slednji vikend šteje tudi za državno prvenstvo na 21 km in pa isti vikend tudi za Spartan Race v Kranjski Gori, kjer ima kar dvodnevni program in 3 discipline. No, zdaj pa k mojima gostoma. Glavna je tokrat Anja Bokal-Lesar, ki mi bo predstavila vse v tem teku, še prej pa se mi s teka oglasi urednik revije Tekač.si Boštjan Svete in mi pove, kaj je novega v sveži 55. številki. Boštjan, izvoli. Kdo zdaj teče temu daljavi, če ni to naš Boštjan Svete? Boštjan, živjo! Živijo, Roblek. No, danes me pa ni treba nič vprašati. A ste danes že kaj tekli? Zdaj smo stekli, pa smo pritekli. Vidiš, mislim, človek, ki se je pripravil na tale podcast najboljš doslej. Všeč mi je, Boštjan, izvrstno vreme se je tudi izbral za tole javljanje s terena. Zaupaj meni in najnim gledalcem in poslušalkam, kje se nahajaš na trenutek? Najbolj, da kar delim z vsemi, da smo trenutno na Ljubljanskem barju. Nedolgo, v bistvu nekaj dni nazaj, se je tukaj raztekal tudi Boštjan Videmšek, s katerim so se samo mimo šla in je bil zelo zamišljen v tek, tako bom rekel. Ja, naš znani avtor najnovejšega romana vojnega, ja, tudi teče, praviš, tam po barju, pa še koga bi se srečal. Koliko ti tečeš zadnje čase? Joj, več kot običajno. Tam Lepo. 7, recimo 3-krat na teden, tako da bo čisto zadovoljen. Pa ne, da se pripravljaš na kakšno tekaško prireditev? Joj, ne, sem ugotovil, da gre ta opasni, odvečni del malo hitreje stran, če vključim poleg kolesa še tek. Spoznanje, ki ga vedno znova obnavljam, tudi jaz, ja. In evo, zdaj si mi dal motivacijo, da spet malo pojačam svoje tekaške treninge, ampak da se ne bova pogovarjala samo o teku, se bova pogovarjala še o najnovejši številki Tekač.si revije. To je številka, katera, Boštjan? Mi imaš sabo, dej, povej mi. Vse ne vem, a bi rekel, da je 55 jubilejna, ker zdaj vsaka, ki izide, je kar jubilejna. Res je. Pol leta nazaj so govorili ob 54, zdaj, evo, na pomlad 55. Vsi so jo že nestrpno pričakovali, sedaj jo imamo v rokah. Jih kar razumem vse po vrsti, da jo nestrpno pričakujejo, ker zdaj enostavno, kar smo se odločili, da bomo izdajali 2 na leto. Je najtežji ta čas, ki ga v pričakovanju čakajo od septembra do potem aprila. Evo, zdaj ga imamo tukaj. Kot je običajno zdaj stalnica, nam je interes, da je notraj čim več intervjujev. Kot tudi tokrat lahko prebiramo izvrstno Anito Horvat, Andrejo Gorčan, Nino Frelih, Ivi Hrastovec in Žiga Černe. To so zdaj naši tokratni sogovorniki. Vsak je po svoje unikaten. Težko bi izpostavil kogarkoli. Tako da vsaka zgodba od vsakega izpostavlja vsakega posebej. Jaz sem si prečital vse. Anita Horvat, naša najboljša 800 metrašica, zdaj medalistka, pa Ivi Hrastovec, odštekani ultratekač, ki teče brez majice, pa bos, da je državne prvakinje še vedno aktualne v maratonu. Andreje Gorčan niti ne omenjam. Ja, Nino Frelih si tudi omenil, Trelašica. Ja, luštna zasedba. No, Žigom sva se pa srečala par dni nazaj in se intenzivno pripravlja na vse te majske tekaške prireditve na timingu. Zelo zanimivo je, da si
v revijo uvrstil koledar tekaških prireditev, kar obširen je, kako si prišel na to idejo in kje si potem vse zajemal. Zdaj, za vse, ki so hoteli imeti še v videu vlak, ne? Boštjan, repriza vlaka tokrat. Spet si presegel samega sebe, evo, tako vidiš. Zato imam video podcast, ja, tako. No, vidiš. Sam so govorniki malo več domišljije, pa bo še en korak naprej. Postavljaš visoko letvico tudi ostalim. Torej, Boštjan, ostala sva pri koledarju tekaških prireditev. Ja, tukaj v bistvu vse zato sem tudi uvodnik v to smer zapeljal, da kaj je korona naredila, da praktično zdaj nimaš več ene točke, kjer bi lahko imel pregled nad vsemi tekaškimi dogodki. Dejansko je še najboljši pregled na strani minimalista pri tebi. Kakšno napako je bilo za popraviti, ampak to je minimalno, ravno se pa to prireditve so živa stvar in tudi organizatorji morajo kdaj kaj spremeniti. No, to je bilo zanimivo ugotovitev, da praktično tudi po pogovoru z Žiga Černetom, ki je urejal dolgoletno koledar rekreacije, da zdaj nekako te centralne točke niti ni, ne, in se ali mi v vlogi medija, ali ti s podcastom, ali organizatorji, vsi nekako se zdaj, oziroma časomerilci so potem še, ki imajo nekje enih sklop prireditev družabna omrežja. Zanimiva ugotovitev, no, in očitno je bilo prireditev res preveč, ne. Zbrali smo pa dejansko te, ki so stalnica, ki so nekako na drugi strani tudi organizator tisti, da poskrbi, da so podatki dostopni in vidni, ne, kar pomeni, da jih tudi kam pošle. So v reviji zbrani dejansko vsi vidnejši dogodki, ki si sledijo do oktobra. Mislim, da je september zadnji mesec, ki je vključen v reviji, ja, ker potem itak izide nova številka. Ja, na hitro sem tisto preletel, tudi sam, ko sem že svoj koledar urejal. Sem videl, da jih je veliko, vsak teden pride še kakšna nova, res priznam, morda nisem dovolj ažuren, da bi vse vključil, mi pošiljajo organizatorji, pogledam včasih tudi na tekaški forum, ker Žiga Černe svojo rubriko ureja. Res, morda kljub vsemu poplavi informacij, Facebook dogodkov, storijev in vabil vseh koncev, ki nas bombardirajo, pogrešamo neko centralno zbirko vsega tega, kjer si lahko, ne vem, dejansko, tako kot je zdaj možno v reviji, si na roke obkrožiš svoj koledarček, mi, ki smo malo starejši, nam je pač ta analogni način bliže, a ne, in si to na vse zadnje lahko tudi nalepiš na hladilnik, pripneš in potem tako gledaš. Kar smo pa mi tukaj razmišljali malo še drugače oziroma dodatno, je pa to, da pri vsakem mesecu dejansko je koledarsko leto in si lahko tudi za svojo evidenco pišeš, koliko si ta dan pretekel in na koncu meseca potegneš skupek in hkrati imaš tudi pregled, kdaj si kaj preveč manjkal. Ja, mislim, Strava je zelo zanimiva aplikacija, ampak včasih morda preobsežna za nas, ki imamo radi čist enostavne podatke, pa hitre seštevke. Zelo bogat snopič v reviji je namenjen tudi prehrani, je tako? Ja, je tako. Tukaj dejansko vsako številko razmišljamo, kaj bi bila tista poleg intervjujev malo bolj obsežna tema, da bi bralcu dodala vrednost, in tokrat smo ocenili, da glede na to, da je pomlad, počasi bo vsa zelenjava na voljo, nekaj se zdaj sedi, da ni treba s prehrano tudi komplicirati, da je pa dobršen del tega, kako se počutimo, odvisno od prehrane, tako da to je v tem delu revije zajeto. Zdaj, bralec, ki prelista revijo, naleti tudi na cel kup knjižnih predlogov. No? V tvoji založbi Aktivni mediji ste zelo aktivni, kar se tiče izdajanja novih naslovov. Morda, recimo, če preletiva, kaj je najbolj vroče branje, ki ga ponujaš bralstvu? Ja, zdaj, v zadnjem mesecu sigurno najbolj vroča knjiga, sicer ni izšla iz naše založbe, ampak založbe UMCO, je knjiga
Luca Zalokarja. Tudi tvoja predstavitev knjige je v reviji. Potem, kar se pa naše založbe tiče, je pa ta knjiga kar dobro sprejeta, to se pravi knjiga o spanju, brez muk v spanje, kar pa je tukaj tudi, kot pišem v uvodniku, tretji sestavni del, aktivnost, hrana in počitek, ki je bistven, da mi osebno dobro delujemo in da tudi smo dobro pripravljeni na tekaške prireditve. Pa je tvoja najljubša tekaška prehrana, Boštjan, zdaj, ko si pol tole urejal, si sigurno se kje našel? Čim manj komplicirati, v bistvu trenutno solata v makaroni. Človek je povedal, kar je povedal, ja, prav imate. Tudi vsi ostali, ki se s tem strinjate, tudi jaz sem starejši, bolj poenostavljam svoj prehranski režim. V reviji je tudi kakšen potopis, nekaj kolumen, kaj ne, par telih testov, tudi ur in tako naprej. Vaše vrhunsko doživetje, maratonsko, je absolutno mogoče ena od destinacij, ki si jih lahko tekači zabeležijo za prihodnje leto. Sicer pa ne vem, kam pa letos vi še potujete? Kmalu po izidu tega podcasta bomo začeli pakirati kufre za Škotsko, za Edinburgh, ja, ki je konec meseca, tako. Na jesen gremo na Baltik, pa gremo na skrajni zahod Evrope, na Portugalsko, pa na koncev še na obletnico zgodovinskega, klasičnega, atenskega maratona, tako da nas čaka kar bogata jesen še. Dejansko destinacij sploh ne bo zmanjkalo, tako da zdaj pravi čas, da sem začel malo več s tekom, če se vam slučajno kdaj pridružim. Atenski maraton je praktično že razprodan, to mora povedati tebi in tudi vsem ostalim tam zunaj, ostala dva jesenska, še imata par mest, sicer pa ja, planiramo že tudi leto 24, olimpijsko leto, no. Ne bom še povedal, kam nas vleče, bo pravi čas, vse izdano, pa kakšna reportaža potem sledi v naslednjih edicijah. Spodobilo bi se seveda planirati Pariz, ampak pustimo, če je bilo presenečenje razkrito ali ne. Nič ne bom rekel, nič ne bom dodal, bom to razkril kdaj kasneje, sigurno, ja. Boštjan, sigurno se že oziraš na jesen, na naslednjo 56. številko revije tekač.si. Se ti zdi, no, mogoče, ko spremljaš tole sceno, pa bogate koledarje, pa toliko novih prireditev, da se tek kot tak po koronsko spet utrjuje med popularnejšimi oblikami prostočasne rekreacije? Tek verjetno se utrjuje, ampak ne na prireditvah, se mi zdi. Tako da ljudje, kot spremljam, tudi tukaj po Barju, so aktivni, tečejo, veliko hodijo. Zdaj mislim, da korona je poskrbela za to posredno, neposredno, da ali so mogoče malo manj tekmovalni, vsekakor so pa aktivni. In dobršen del verjetno se jih bo vrnil na prireditve, dobršen del je pa tudi za razumeti, da jim ni do tega, bistveno pa je, da ostajajo aktivni in da tečejo. Če bi sam recimo moral izbrati kakšno tekaško prireditev, pa ne rečem spomladi, lahko tudi jeseni, zakaj bi se odločil za cestni tek, bi se odločil mogoče za off-road, za trail celo, za morda kakšen, ne vem, maraton? Ravno prej sem imel zanimivo debato s sogovornikom, ki mi je spomnil, da smo se, mislim, da 10 let nazaj udeležili celo Fisherman's Frienda serije Oviratlona, in kako je bilo to zanimivo obdobje, dejansko pravi boom oviratlonov, in takrat, če nisi probal se valati po blatu pa teči čez deročo reko, nisi bil ta prav tekač, ne? In tega zdaj praktično več ni. Zdaj ne rečem, da bi se ponovno takšnega teka udeležil, ker po takšnem teku, vsaj moja izkušnja je, da lahko copate vržeš v smeti, ne? Ker so tako prežeti z blatom, da ni možnosti sploh, da bi jih še kdaj ustrezno očistil.
Zelo verjetno pa, da bi se tudi sam osebno odločil, tako kot trenutno narekuje trend za tek v naravi oziroma trail tek. Tamle sicer si sred barja, dosti ravnine, ampak okrog so grički, ki si mi jih ves čas lepo kazal. Imaš tamle na barju kakšen trail samo umerjen, ki se ga da teč, ali pa to kakšna prireditev obstaja tam dol, ki se imenuje tako? Ja? Prireditev žal ne, je tukaj lokalni hrib Sveta Ana in Planinca in tukaj je velik potencial za narediti kakšno od podobnih prireditev. Ampak, če bo že nastala, razmišljam bolj v tvoji smeri in kroga po Bledu, bolj v kontekstu pridi, odteči in se imej fajn. Ja, koncept, ki je bil zelo popularen med korono, zaradi korone recimo, ne, pa je morda zdaj morda kar malo razvodenel ali pa se umaknil, pa živim prireditvam, ampak jaz tudi verjamem, tako kot ti praviš, ne, da ljudje morda tisti, ki ne zahajajo na prireditve, to vrstne načine, recimo pomeriti se v svojem času, pod svojimi pogoji, ne, da bodo popularni tudi morda za populacijo, ki je mlajša, manj tekmovalna, pa hoče od teka, mogoče kakšno dimenzijo več, kaj pa vem. Ja, zdaj, če bi razmišljal še s tabo naprej, ne, pa dal v razmislek tudi novim organizatorjem, mogoče kakšno idejo, v katero smer bi razmišljali, predvsem kako mlade družine aktivirati ali v tek oziroma gibanje, ker še vedno mislim, da gre trend v to smer, da v narekovajih se prireditev udeležujemo bolj starejši, mladih pa praktično so v upadanju še vedno. To je trend, ja, ki ga pač ne znamo zaustaviti še zaenkrat, no, pa si ubijamo glave, morda pa rabimo kakšnega mlajšega sogovornika, pa brainstormera, ki nam bo dal kakšno idejo. Ja, morda midva sta preveč tradicionalna, da bi izumila kaj novega, ali pač nemaš že kakšen trend tam zunaj, no, veliko spremljaš tudi tujino in tako naprej, ki je morda v tujini že prisoten, pri nas pa še ne. Povzeli smo praktično do zdaj vse z, ne vem, beer mili in ultra traili vred. Ja, trenutno ni videti, ker se v tujina še vedno ubada z istimi težavami, ne. Dejansko pa mogoče tudi izziv za naju, da do jeseni malo prevetriva mlado tekaško sceno in publiko in pritegneva med sogovornike tudi mlajše tekače in s tem namenom prideva do določenih zaključkov. Kakšna izvrstna iztočnica? Evo, spoštovane tam zunaj, mladina predvsem, ja, mlajši od 30, tistim vam govorim, ja, če ste, pa če imate ideje, evo, javite se meni ali pa Boštjanu z idejo, ki jo lahko vključimo tako v revijo tekač.si za jesen, kot morda tudi v kakšen drug projekt. Dajmo biti aktivni, točno to, tam zunaj ste, imate ideje, morda niste slišani, pa imate zdaj možnost. Evo, Boštjan vas je povabil, tudi jaz vas vabim, pa boste lahko na vse zadnje tudi del projekta Revija Tekač številka 56, ki izide jeseni. Ja, tako. Odlično. Boštjan. Marko, zdaj pa mislim, da smo že malo dolga. Jaz moram še malo teči tukaj, tako da kaj ne rečem. Hvala, da si se oglasil, da si me poklical in še veliko podcastov do jeseni, pa se tečeva, ne? Boštjan, hvala. Evo, grem tudi jaz na tek. Še prej, spoštovane, pejte si iskat svoj izvod Revije Tekač.si, na pošte, na Petrole, še kam drugam, imajo jih posod, kjer so založeni z revijami, ne bo vam žal, tako da dobro branje, dober tek, lep pozdrav. Čau, Boštjan! Jou! Hvala, Boštjan, dober tek, zdaj pa nazaj v Ljubljano, točno na DM, kjer se mi bo pridružila vodja projekta DM Tek za ženske, Anja Bokal-Lesar. Spoštovana publika, sedaj se mi je pridružila
Anja Bokal-Lesar, vodja projekta DM-Tek v podjetju DM Drogerij Markt. Anja, živijo, pozdravljena. Živijo, Marko. Kako si, Anja? Ja, odštevamo, ne? Mi odštevamo do 17. DM-Teka, drugače sem pa v redu, tako da upam, da si tudi ti enako dobro. Jaz sem vrhunsko, pogovarjala se bo o zanimivi temi, dolgo časa je trajalo, da sem prišel do nje v tem svojem podcastu, ampak mislim, da ravno pravi čas, ja, rekla si 17. DM-Tek je pred vrati, dajva biti čist tehničen zdajle. Kdaj je DM-Tek, kje je DM-Tek in katerič, oziroma, ja, to so pa že povedala. Ja, če smo čisto s podatki najprej, da se opremiva, se pravi, sobota, 27. maj, Park Tivoli Ljubljana, 17. DM-Tek za ženske, se pravi, sam še eno leto nam manjka do polnoletnosti, kar se mi zdi, da je res ful lep dosežek, no, pač sicer se tako pol sprašuješ, ali bomo vedno spredaj zapisovali številko, ne vem, a ti nočni pišeš, kera je po vrsti? Zelo odvisno od s kakšnim namenom pišem, naj si bo objavil tekst in tako naprej. Velikokrat tudi ne, če pa se hočem pohvaliti s tradicijo, pa je tista 17. tudi pri nas, recimo zelo lep podatek. Ja, no, vidiš, pa boš pa vedno vedel tudi, kjer je DM-Tek za ženske. No, bogato tradicijo ima DM-Tek za ženske. Prvi je bil daljnega leta 2006, če se ne motim. Ja, tako res je. Ja. Pač bogata tradicija. Takrat v bistvu je prišlo do tega koncepta, ki ni lasten samo Sloveniji, gre pač DM kot koncern, nastopa v večini evropskih držav. Slovenija sodi v bistvu pod Avstrijo, ki je tudi vodja tega dela potem v Evropi, in ta koncept se izvaja tudi v drugih državah, se pravi, letos, če bi kjera šla rada teč, gre lahko potem, mislim, da je 10. junija tudi DM-Tek na Hrvaškem. Za ostale države žal ne vem na pamet datumov, ampak ravno tako poteka še na Madžarskem, na Češkem in seveda tudi v Avstriji. Mogoče razlika je edino ta, da v bistvu organizator v DM-Teka za žensko v Sloveniji je res tudi DM, medtem ko recimo tudi na Hrvaškem enako, medtem ko v Avstriji je ta koncept v bistvu vodi neka druga organizacija, večji je v bistvu DM kot eden od sponzorjev, ampak ja, koncept je bil razvit za vse države in sicer gre za tek za ženske, kot že tek ime pove, tek, ki se ga udeležijo samo ženske. Ampak ja, koncept tega teka je pač širši. Gre za to, da se je z njim skušali zbrati ženske na enem dnevu, ki ga preživijo zelo aktivno, kjer se lahko pač med sabo družijo, kjer pač se vedno izpostavljajo tudi še druge teme, bodisi solidarnost, bodisi žensko zdravje, kjer se imajo fajn, pač na tem teku je tudi vedno družabni dogodek in kjer v bistvu sodelujejo v teku one, ampak dejansko je pa dogodek namenjen malo širši publiki. Konec koncev mi vedno DM-Tek za ženske zaključimo tudi z tekom za otroke, se pravi, mi mu rečemo Uskarjev tek, otroški tek, in na tem teku tečejo otroci med 2. in 12. letom in seveda sploh te mlajši imajo spremljevalce, da se ne zgubijo pa tako, in potem starejši pa seveda tudi svoje navijače, tako da na DM-Teku za ženske v totalu seveda se družimo ženske, ki tečemo, potem pa številni naši prijatelji, spodbudniki, možje, očetje, kakorkoli pač. Tako da dogodek je širši, kot je pa tek, kot sam, se pravi na razdaljah pa se res potegujejo samo ženske. Vsaj letos, no. Kaj lani smo imeli en ekskurs. Neki trail tek ste lani poskušali uvesti in ga tudi predstaviti še moškim, je tako? Tako, lani smo rekli, ok, dajmo probati iti še pač ponuditi, da se udeležijo tudi moški, no, mislim iskreno,
ne bom rekla, da nikoli noben ni vprašal, zakaj samo tek za ženske, je vprašal. Hkrati so pa potem tudi vprašali, zakaj pa mora zdaj še moški teči, ne? Ampak ja, smo poskušali, ponudili smo en DM trail tek, šlo je za krajši tek, ne toliko po urejenih poteh, kot trail tudi pove, ne? V dolžini 3,2 km, ravno tako pač po tivolskih stezicah, in pač ni bil slab poskus, ampak ni bil pa mogoče nekaj, kar smo pričakovali, in smo se pač odločili, da s to tradicijo ne bomo nadaljevali, in mislim, da pač odločitev bila okej, ker nismo imeli letos nekih spontanih prijav moških, no, medtem ko smo zelo zadovoljni s prijavami žensk, tako da ja, bomo ostali pri tem konceptu. Da je malo za šalo, malo za res, sigurno se je skozi leta najdel tudi kakšen moški, ki je na vsak način se hotel teka udeležiti. Kaj ste mu rekli? Ja, mi smo mu seveda lepo povedali, da nas zelo veseli, da bi rad prišel tudi na to prireditev, ne, pa da mi mu sicer preprečili, da bi tekel ne moremo, žal mu pa ne moremo zagotoviti štartne številke, da gre pač za tek, ki je namenjen ženskam, ženski energiji, ženskemu druženju, da je lepo vabljen, da navija za ženske, ampak da se bomo mogli pač žal zahvaliti za povpraševanje in da teči ne more. Smo pa pač na to temo si vzeli kdaj tudi pač kakšen bolj šaljiv moment, ne, pa se je kakšen moški oblekel v žensko, pa je vmes tekel, ne. Kakšen se pa tudi ne da zmotiti, no, pa se pač obleče, pa teče mogoče pod kakšnim drugim imenom, ne, ampak pač takih stvari zdaj tudi ne moreš preprečiti, no. Pač to so te izjeme za pravilo, ampak ja, pač lepo povemo, da koncept je tak, kot je, da prireditev, ki so namenjene vsem, pa mogoče prireditev, ki se jih bolj ekstremno udeležujejo samo moški, pa nič nočem tule kaj po spolu ločevati, je res veliko, ne, in da pač gre za nek koncept, ki je prišel s strani koncerna, ga delajo vse države in je res v tem tekmovalnem delu namenjen samo ženskam. No, lepo sva tole zaokrožila za vse tiste, ki so se spraševali, morda tisto, kar sem se jaz, ampak koncept ženskega teka se je izjemno prijel, pri nas sigurno tudi drugje, kar pomeni, da ste že v štartu, ne, izbrali pravi koncept. Vsa ta leta praktično od začetka naprej je šlo za tek, ki je bil eden številčnejših v Sloveniji nasploh, no, v boljših letih, jaz se spomnim, ko je bila 10. obletnica, sem še prisostvoval, takrat mislim, da je bilo ne samo v Tivoliju, tudi na ljubljanskih ulicah čez 10,000 udeleženk, kar je številka, s katero se ne more pohvaliti nihče drug, recimo, kot samo še ljubljanski maraton. Res, res izjemno, no, to že pomeni, da je koncept sam po sebi pravi. Kaj še, poleg tega, kar si povedala, kaj še vleče, recimo, vse te ženske na kup? Ja, formula je sigurno prava, ne, pač tle ne gre mogoče kot pri drugih prireditvah, kjer tekaških, bom rekla, ne, kjer pridejo ljudje zelo tudi mogoče dobro pripravljeni, kjer gredo bolj tudi na čas, a ne, je tukaj pač gre za združevanje tega, da pridejo ženske tukaj res v skupinah s prijateljicami, da si ta dan planirajo že tudi leta vnaprej, da nas pokličajo že decembra, pa vprašajo, če že imamo točen datum, kdaj bo, zato ker da si one znajo splanirati, ne vem, kakšna praznovanja, pa poroke, dekliščine in podobno. Pridejo tudi na ta dogodek teč, pa še dekliščino praznujejo. Pač pridejo mame pa hčere, pridejo sodelavke, pridejo daleč in blizu, pač ta dan jim je res in veliko pomeni, zato ker pač se združijo v tej ideji, da se imajo fino, da se vseeno potrudijo, ne, zdaj imamo tukaj res zelo različen spekter tekačic, kar se tiče let, zagotovo tudi glede njihovih, bom rekla, tekaških nog, a ne, ene pridejo odlično pripravljene, imajo pač super čase, no, res pač tako
zavidljive, super čase, res, tudi pač, verjetno tudi na drugih tekih tečejo, a ne, ampak to, da mogoče tudi našemu teku neko veljavo, a ne, če si želijo tudi tukaj mogoče doseči rezultat. Potem pa pridejo tudi ženske, ki mogoče tečejo zelo redko ali pa samo na ta dan, ali pa gredo zato, ker so jih pač druge pozvale in se vsem potrudijo in pač nam se zdi to ful pomembno, a ne, da res se potrudijo, da dajo pač pa magari, če sam ta dan, da namenijo temu, da aktivno preživijo dan, a ne, in če to počnejo v družbi njihovih prijateljic, jim zagotovo to predstavlja toliko več, hkrati pač gre res za dogodek, kjer je za njih zelo lepo, bom rekla, poskrbljeno, ne. Pričaka jih eno super vzdušje, ne. Na odru so čuki, ki držijo motivacijo od jutra pa dokler je treba, pa potem sledi zajtrk, pa skupinsko ogrevanje, pa tek, pa potem znova ta v bistvu obtekaško dogajanje, tržnica, glasba, druženje. Mislim, da pač ves ta kompletno je nek koncept, ki jim veliko pomeni in hkrati pač se vse družijo v teh istih majicah, obarvajo Tivoli v eno barvo in energija, ki je tam pred štartom, je res pač tako. Jaz tudi, kakor se pač midva poznava, veš, da sem tudi bila na velikih dogodkih tekaških, pa da tudi sama rada tečem, ampak tam, ko si, enostavno te to prevzame in se mi zdi, da tista, ki pride, se velikokrat naleze, a ne, in potem pride tudi drugo leto, če je bila recimo prvič. Imamo pa tudi tekačice, ki so z nami že vsa leta, se pravi, ki so bile z nami 16-krat, tekačice, ki so vmes dale marsikaj, z nami so tudi delile nekaterih od teh zgodb, ki so prišle teč, ne glede na to, ali so bile recimo v nekih, so se morda borile s kakšno težavo v življenju, imele druge izzive. Imamo tudi eno gospo, ki pride vedno z vozičkom, se udeleži tega teka, ne. Skratka, mislim, da to pove, da ta tek res ženskam veliko pomeni, no, tako bom rekla, da se mi zdi, da morajo biti tam in da se imajo fino, no. Poznam kar veliko tekačic, pa praktično nobena od teh ni taka, da ne bi bila vsaj enkrat, če ne večkrat na DM teku. Morda imaš kakšen podatek, koliko ste vseh teh letih tekačic spravili v dir na tisto soboto? Celo sumo, da bi ti zdaj povedala. Čist čez palec morda, to sem se zdajle spomnil. To mogoče zdajle ne vem, ker res nimam čisto vseh podatkov, ker tudi nisem bila toliko časa zraven, tako da nimam celega tega arhiva, ampak če bi na prst seštevala, ne, pa če sva rekla, da jih je bilo recimo, se pravi, pred 7 leti, 10.000, moja matematika, veš, Marko, čak malo, to bi si mogla zapisati, ne vem, po mojem, mislim zdaj, če bi odšteli te, ki so se ponavljali pa tako, ne znam seštevati, ampak po mojem 70.000, 80, veliko. Mislim, da se da si kar dobro zračunala, to je ogromno, Ja. Ne vem, koliko v Sloveniji aktivnih tekačic ta trenutek, govori se o 100 in več tisoč tekačih nasploh, ampak kot sva rekla, tekačica, naj si bo začetnica ali pa veteranka, je vsaj enkrat prišla pogledat, pa se udeležiti DM teka. Imaš, rekla si, veliko feedbackov, tudi feedbacke, mogoče deklet, gospa, ki so prišle na DM tek pogledat zaradi drugih stvari ali pa odteče enkrat, pa jih je potem tek potegnil in so zdaj, ne vem, morda celo maratonke ali pa kaj takega. Imamo tudi zgodbo pač tistih, ki so nam v bistvu bolj tako povedali, da koliko jim v bistvu tek zaradi tega pomena, ne, in da so ugotovile, da s tem pač lahko vzdržujejo, tako kot je za veliko verjetno tekačev, ne. Eno je fizična kondicija, eno je pa ta, bom rekla, mentalni trening, a ne, kaj vse v glavi lahko med tem, ko treniraš, predelaš, a ne, razmisliš, odmisliš, gledaš, ne vem, tudi mene vedno sprašujejo, pa kako lahko tečeš, a ti ni dolg čas, pa kaj delaš, mislim, ne vem. Pač jaz vedno rečem, gledaš v kolikor, nikoli, ko tečeš po isti poti, je dobro, mogoče razen, če na stadionu treniraš,
vedno je okoli nekaj drugačnega, ne, pa pač vedno moraš malo paziti, pa kam stopiš, pa kdo je pred tabo, pa kaj za tabo, pa tako, ne. Lahko si pač zadeve tudi popestriš, mi imamo recimo tudi priprave, a ne, lahko hodiš trenirati v skupini, ker vemo, da pač je mnogim motivacija, dobro, recimo glasba je za mnoge druge, a ne, lahko motivacija, tako da, ja, zagotovo so se tukaj, saj pravim, ženske nalezle in potem hodijo, vedno pač pri nas, saj to veš, no, tudi velika skrivnost, kakšna bo barva majice, a ne, in potem se te majice zbira, a ne, tako da imamo tudi ženske, ki recimo iz kakšnih različnih razlogov ne morejo več teči, ampak vseeno si pa srčno želijo, da bi lahko nadaljevale s tradicijo zbiranja majic, tako da pač te majice so pri nas res pomembne, sam povem. Pravi, zaenkrat je še skrivnost, katera barva je barva leta 2023? Ne, barva letošnje majice je kar barva letošnjega leta, reče se Viva Magenta. Viva Magenta. Viva Magenta, to je taka, za moška pravijo sicer, da malo slabše razločite te barve, da pač rdeča je sama rdeča, a ne, da ne more biti temno rdeča ali pa višnjeva rdeča, ampak Viva Magenta je v resnici ena mešanica rdeče in modre, tako da je v bistvu taka pinki vijolična, ampak izraža pa moč, pogum, optimizem, kar mislim, da je super pač tudi za naš dogodek in za vsako od žensk, ne, da so to lastnosti, ki nam zagotovo skozi življenje marsikaj pomagajo predelati, bodisi 5 pa 10 kilometrov ali pa kakšne druge dnevne izzive. Tako da mislim, da bo letošnji Tivoli sijal kar v super barvi, tako da ja, no, zdaj pa veš, no. Viva Magenta, si bom zapomnil, sigurno si bom zapomnil mešanico modre in rdeče z vsemi podtoni pa simboliko vred. Od tradicije sigurno ostajata tudi progi 5 in 10, je tako? Ja, res je. Kje potekata ti progi, če lahko čist na hitro orišeš morda? Ja, krajša, mislim, proga je mogoče za tiste, ki so malo manj, imajo v nogah malo manj kilometrov, predvsem izziv zato, ker sicer štarta že tukaj na Tivolskem travniku, a ne, na tej veliki zelenici v Tivolskem parku, potem se obrnejo na desno proti Jakopičem drevoredu in potem se začnejo vzpenjati na Rožnik oziroma na Tivolski hrib, a ne, in v tem delu klanec kar nekaj časa vztraja, a ne, tako da je za nekatere mogoče to največji izziv, ampak saj pravim, v teku je vedno tako, a ne, tudi ko začneš trenirati, če ne moreš skozi teč, pa malo hodiš, a ne, tako da se tukaj potem tek tudi malo mogoče raztegne, a ne, potem pa pač zapelje krajši krog po hribu in nazaj v Tivoli, a ne, daljši krog pa se odpravi pravzaprav okoli Rožnika in potem se vrnejo nazaj, se pravi del gre tudi po večni poti in se potem vrnejo nazaj v Tivoli, a ne. Tako da, ja. Kakšne časovne omejitve ni, praktično vsaka lahko pride, tudi če ne zmore še odteči vseh teh kilometrov? Mi počakamo vsako, ampak mislim, da pač na obeh dolžinah se ni zgodilo, da bi zdaj mislim, da bi res kakšno rabili čakati dlje, kot bi si to mislili, vsem pridejo ali pa pač, če hodijo, omejitve nimamo, se pravi, pri nas so res dobrodošli vsi, tudi če celo pot hodijo, pač pridejo celo svojo hitrostjo, bomo rekli, in mi smo veseli za njih in jim seveda čestitamo in si želimo, da pridejo pač drugo leto, pa mogoče kakšen korak več v teku, pa spet ostalo morda v hoji, tako da to je to, no. Rekreativno, bom jaz rekla, in brez strahu, res vabljene vse, tudi tiste, ki mogoče si mislite, da to ni za vas, pridite tja same ali pa s prijateljico, veliko jih pride tja tudi samih, ampak pol tam najdejo prijateljice in se imajo super, res. Bravo. In tako da, ja. Dajva povedati, ko gre tale epizoda v eter, je 11. maj,
Torej, koliko dni še so odprte prijave, po kakšni ceni in kje se lahko prijavijo kandidatke? Mi v bistvu s prijavami zaključujemo na dan, ko imamo mi v bistvu tudi že prevzeme, se pravi, mi izdajamo štartne številke in pa štartne pakete 19. in 20. maja, se pravi teden pred samim dogodkom, in na tek se je možno prijaviti do 20. maja do 12. ure. Načeloma so pač prijave že ves čas odprte vedno po 2 kanalih. Eno je kar direktno preko spletne strani tekzazenske.si. Druga varianta pa so seveda vse DM prodajalne po Sloveniji, teh je že zdaj več kot 100, tako da mislim, da vsaka lahko na hitro teče do ene, tako da še vse tiste, ki mogoče premišljujejo, če bi šle ali ne, se lahko odločijo res pač en teden pred tekom, medtem ko je razlika edino pri Oskarjevem teku, se pravi pri otroškem teku, kjer je udeležba brezplačna in je možna prijava tudi še na dan dogodka. Se pravi, v Tivoliju pred samim tekom so otroci še vedno vabljeni do zapolnitve. Letos imamo za njih odprtih 3000 mest, tako da to je to. Ja. Za otroke samo še to poveva, so omejitve med 2 in 12 let, ali kako? Ja, tako, 2 in 12 let, prve tekačice pa torej od 13 let pa navzgor, ne? Najstarejša tekačica lansko leto je imela koliko let? Pa, ne vem, veliko. Najbrž, ja, tudi čez 80. Ampak, a veš, to je nehvaležno, da pač sprašuješ pač leta so samo številka, Marko. Evo, odličen odgovor, ja. Leta so samo številka. Ne smem tega spraševati, ja. Ne sprašujem. Ker so vse še tam mladenke v Viva Magenta majicah. Ja. Viva Magenta, drugač pa midva greva tole live 11.5, to je žal tudi dan, ko se mi dvigamo v zadnje, se pravi, mi smo najcenejše vstopnice prodajali ob odprtju prijav in smo jih prodajali po 26 €, zdaj le trenutno cena 35 in od 11. maja pa še do prireditve pa cena 39 €. To so tudi razjasnila, vseeno dobrodošle vse, ki še oklevate. Tako, preverite vremensko napoved za 14 dni oziroma za 27. maja, videli boste, da je sonček tam narisan. Kar srečo ste imeli z vremenom, ali kako, zadnja leta? Vreme mi kar naročimo, sam povem, drugač pa ne. Vreme je načeloma maja kar stabilno, zdaj morava vedeti, da je tek v letu, se pravi, ko je prišla korona odpadel, to je bilo leto 2020 in potem smo ga v letu 2021 tudi zaradi koronskih razmer pa izvedeli šele septembra, tako da smo imeli enkrat tudi jesensko edicijo, lani pa smo izjemoma tek imeli v drugem junijskem vikendu, sicer pa smo mi praviloma zadnja sobota v maju. In ta sobota je nekako vremensko stabilna. Imeli smo že pač tudi tako, da je zdržali, tako da je šel tek čez, pa tako deževalo, da pač je bilo skoraj za odplavati še domov, Ampak ja, je super, no. In mogoče včasih celo malo pretoplo, ampak pritoževali se ne bomo, Tako da letos imamo sonce, Marko, sonce. Top, evo, tudi zapišite si, sonce bo 27. maja, pa še ena stvar, ki sem jo zasledil, ste tudi trajnostno naravnani, brezplačno se da z busom priti tudi v Tivoli tisti dan, je tako, pa Slovenske železnice imajo neko akcijo. Mi že dolgo leto sodelujemo z Ljubljanskim potniškim prometom in pa Slovenskimi železnicami, pač super se nam zdi, da tudi oni podpirajo ta koncept. Se pravi, vsaka udeleženka v prijavi dobi 2 kupona, ki jo potem lahko ustrezno izkoristi. Eden je za vožnjo z mestnim avtobusom, drugi pa je za vožnjo z Slovenskimi železnicami. Zdaj poudarjam samo, da če bojo prišle z vlakom, morajo ta kuponček potem dejansko zamenjati za pravo vstopnico, medtem ko na Ljubljanskem mestnem potniškem prometu velja ta kuponček kot karta za vožnjo in v bistvu, ko jo predložijo vozniku,
se brezplačno pripeljejo. Zdaj pač vsi vemo, da v Ljubljani je parkirnih mest vedno manj, ne, tisti dan je Tivoli poln že sam po sebi, zaradi tega, ker je vikend in jaz res predlagam, da pridejo z javnim prometom oziroma lahko se pride tudi tiste, ki so bolj iz mesta, se pravi iz Ljubljane, peš, s kolesi, tako da, ja. Anja, prej si omenila tudi brezplačne treninge, priprave na DMTek. Zdaj sicer je že pozno, ko tole poslušamo, ampak nič ne de, morda velja omeniti, kje vse se je dalo trenirati tudi za prihodne sezone na vse zadnje. Ja, mi imamo priprave v bistvu aktivne do četrtka pred tekom, tako da šanse so še. In sicer je zadnji četrtek, vedno so priprave v 5:30, Ljubljana, Kranj, Maribor, Koper in pa Ajdovščina. V Ljubljani seveda potekajo v Tivoliju in če katero zanima prav kakšna je proga, naredimo tudi 25. maja ogled proge, a ne. Tako da vabljeni vsekakor, priprave so brezplačne, izvajamo jih ponavadi vedno 2 meseca pred tekom, prej začnemo, treningi trajajo tam urico pa pol, najprej malo ogrevanja, potem je seveda tekaški del pa malo razteznih vaj, tako da super, a ne, za vsakogar pač toplo priporočam, tudi če mogoče pol dan, kaj tek, karkoli imate, vseeno lahko hodite na priprave, a ne, na tekaške priprave so vabljene vse, ki jim je všeč tek, no. Včasih, ja, če se kdaj zmenimo torkih ali četrtih, gremo teč tule okrog Brda pri Kranju, je tako fajn videti tisto skupinico razigranih rdečeličnih deklet, ki se tam podi, tako da, ja, zgolj, a ne. So prepoznavne, praviš. Tako kot medklic, ja, da so opazne, da jih je kar nekaj in da je to prav fajn videti. Mlade mamice ne rabijo biti v skrbeh, če pridejo z majhnimi otroki, jih dejansko lahko tudi otroško varstvo dajo, je tako? Ja, res, mi imamo tudi otroško varstvo, tako da tudi to je možnost, če vas ne pride več, da bi počuvali vmes vaše otroke, to sploh ni noben problem, tako da, tako kot sva že prej rekla, no, dogodek pač res nekako celostno ponuja vse, kar rabijo, bom rekla, ženske, da se imajo dan res fajn, ne samo, da tečejo pa potem odidejo, ampak da se tam še zadržijo, ostanejo in se imajo fajn. Tako. Babji žur si omenila, ko so se menila za tale podcast, je tako. Babji žur? Ja, pač tle je res ful žur, no, jaz ti ne znam povedati, pač jaz ne vem, ti si rekel, da si sodeloval, ne vem, kaj si gledal ali kaj, ali si ga žuril? Ne samo gledal, ne samo žuril, celo tekel sem takrat, to je bila posebna edicija, ja, ko sem imel tudi neko posebno vlogo tam, tako da doživel sem vse. A si bil ta zajček? Tudi, ja, tudi tako. Brez ušes, ampak ja. Brez ušes, okej. Ne, drugače to je res, mislim, ful je lepo videti, ker pač tukaj se vidi, kako pač žurajo ženske, ki so pač v svoji družbi, a ne, ko pridejo s prijateljicami in pol se pač tudi zavrtijo, smejijo, slikajo, ker imamo tam en kup enih stojnic, vse to obiščejo, preizkusijo zadeve. Letos bomo imeli tudi malo masažc, pa smutije, pa pestro ponudbo naših dobaviteljev, pa svežo hrano in druge, tudi kakšne prigrizke. Pa letos, no, to bova vseeno omenila, naše podjetje praznuje 30 let, odkar smo odprli v bistvu prvo prodajalno v Sloveniji. In ker se za vsako praznovanje to spodobi, a ne, bomo imeli tudi torta, ne. Svečk ne bo, bo pa torta. Bo pa tudi letos kar okrepljen program, no, kot sva rekla, čuki so stalnica, ne. Ampak, ja. Ja, čuki so stalnice, v bistvu so vprašanja, sej čuki pa bojo, ne. Tako da čuki bojo, ampak letos ne bojo samo čuki, ne. Letos bo prišla tudi Helena Blagne. Sam povem, če pač boš imel glih čas ali pa kaj. Se pravi, ona je glasbena ikona, tako da mislim, da pač je ona tudi ena taka močna ženska, prepoznavna, pač ne vem, verjetno
ne vem, če je kdo v Sloveniji, ki ne ve, kdo je Helena Blagne, ne, tako da jaz mislim, da bo ona super gostja ob tem našem jubileju. Mi imamo drugače tukaj tudi dva Klemna, ki bo ta prireditev, ne, Bunderla pa Bučan. Letos ima bomo, da ne bosta vedno tako sama, dodali še Jasno Kuljaj, ki bo z njima vodila program. In zdaj še čist zadnja stvar, ne, ker bojo pač tudi ful vesela te dekleta, tudi Žan Serčič pride, no. Tako da, prost, Marko, no. Že meni se je vrosilo oko praktično vsem tem res kakšen program, kakšna obletnica, da bogato darilno obrečko sploh ne jemljeva v misel, najbrž je tradicionalno založena za tistim, kar ženske cenijo, recimo. Ja, vrečko vedno tako, ne, skušamo napolniti z izdelki, ki so seveda uporabni, ki pridejo prav, bodi si po teku, bodi si pred tekom, bodi si kadarkoli. Potem gre za zelo prijazno gesto številnih naših dobaviteljev, ki tudi ta tek prepoznajo kot nek dogodek, kjer radi so. Moram reči, da naše udeleženke ne samo, da rade pridejo na ta dogodek, to so res tako ene take pozitivke, pač vsa komunikacija, ki jo imamo z njimi, tudi prek družbenih omrežij in tam na dogodku, to je toliko enih pozitivnih emocij, feedbackov, pogovorov in one so res tako, ne znam reči drugače, kakor hvaležne in tudi tisti, ki so tam na teku, vedno odidejo, v bistvu, ki se predstavljajo ali pa mogoče z nami sodelujejo, vedno odidejo domov tako prav presenečeni, pa kako je to sploh možno, ne? Da je pač tukaj bilo res toliko energij, dobrih enih super obiskovalk, tako da tudi zato pač se nekateri tudi redno vračajo, ne? Na te dogodke in sodelujejo z nami, no, tako, ja. Anja, ko še nisi organizirala, si tekla najbrž na DM-teku, ja? Sem tekla na DM-teku, ja. Bom rekla, da čeprav, a ne, tako kot sem ti tudi prej rekla, sem mislila, da so tukaj pač tako ženske, ki niso tako pač ful zagrete za tek, pa da pridejo bolj zaradi druženja, moram reči, da tam v tistih hitrejših vrstah je tudi kar malo zdrave konkurence, no, tako da se tudi kar malo, ne, kdo koga dotakne, a ne, pa tako da, ja, no, tudi za zmagovalke imamo medalje in nagrade, sam povem, ne, tako da mogoče zaradi tega. Da tudi resne atletinje pridejo, no, ampak ena posebnost, ki sem jo opazil na spletni strani pri vas, pa je za razliko od ostalih tekov tako lep objavljen, imate tekaški bonton teka, ne, to se mi zdi zelo simpatično, ne, morda tekači včasih smo preveč zagrizeni, ja, pa premalo mislimo tudi na druge okrog sebe, vi ste pa to lepo razdelali in je tam lepo razloženo, kako se je treba obnašati in se mi zdi, da bi se vsi nekako mogli tako obnašati na vseh tekaških prireditvah. Ja, pa saj veš, pravila so vedno, ne, pa pravil je veliko, pa pač bonton je, en je tekaški, en je tak, ampak pač ljudje so si različni, ampak ja, ženske mogoče predvsem so feedbacki, ja, so tekle, tako, so hodile skupaj, pa nisem mogla mimo, a ne, pač ali pa na ta način, tako da predvsem je treba pač tukaj vedeti, da mogoče res za razliko od drugih prireditev, kjer mogoče gre vse malo hitreje, a ne, pa je več tekačev, je tukaj dosti tudi nekih, bom rekla, tistih, ki hodijo, pa mogoče se potem kakšni zdi, da gre prepočasi, pa tako, a ne, ampak pač treba je vzeti v zakup vsakogar, a ne, pač tudi tisti, ki gre počasneje, pride na cilj, a ne, saj poznava zgodbo o zajčku pa o želvi, a ne. Tako je, vsi se moramo počutiti sprejete in to je tisti namen, ne, ki ga, recimo, DM-tek lepo udejanja. Anja, veliko sva povedala, izčrpna sva bila, sigurno sva kaj pozabila, bi še kaj dodala pod črto, mogoče ob vabilu seveda, vsem, ki še niso prijavljene? Jaz bi dodala, da pač se res zahvaljujem vsem tistim, ki hodijo že vrsto let, da se zahvaljujem vsem tistih, ki so se letos prijavili, mislim, da nas bo veliko
in da bo to spet en ful lep dan. In tako, kot sem ti pač že prej rekla, tako čisto iz mojega osebnega vidika, ne, čeprav delam na tem projektu že več časa, sem vsakič na dan tam v bistvu ne morem verjeti, koliko je res taka ful dobra energija. No, to ne znam mogoče opisati z besedami, ampak tam te res kar ponese in tako rečeš, pa to je res super dogodek, pa ne zato, ker ga jaz delam, ampak ker ga naredijo tisti, ki pridejo. No, to sem hotela povedati. Tako da v bistvu se jaz zahvaljujem tem, ki pridejo, mogoče so že bile nekajkrat, ali pa tem, ki bodo letos prvič z nami, se mi že za vnaprej zahvaljujem za energijo, ki jo prinesejo s seboj. Tako. Izvrstno. Izvrstno, drage dame, pridite v Tivoli, dragi možje, če vas zanima vsaj malo daleč videti so to, občutiti so to energijo, dobrodošli ob progo, tudi navijači so dobrodošli, kajpak zelo. Drugače pa izvoli. Dobrodošli so vsi, res so dobrodošli navijači. Pač mislim, da jih je tudi v progi, pa sploh pol v ciljni ravnini, po štartni ravnini velika, ne. Pač tudi teh, ki grejo slučajno mimo, je kar lepo število, no, ampak veliko je teh, ki pridejo v bistvu tako, da najprej otroci pa moški del ekipe pospremijo mamo na njeno dolžino, potem se ona vrne, vsa vesela in potem se vloge zamenjajo in potem tečejo otroci, vmes se malo poveselijo na glasbo, se imajo fajn in potem v bistvu skupaj v popoldanskih urah zapustijo Tivoli, tako da tak scenarij je, mislim, da je en super recept za en super dan. Pač vsak je nekaj naredil zase oziroma za člana svoje ekipe, tako bom rekla. No. Tiste, ki pa pridete na babi žur, letos bo žur. No. Prepričala si nas vse. Anja Bukal-Lesar iz DMTK je bila z mano. Anja, hvala. Zelo fajn so tole povedala. Hvala. Zelo super je bilo. Lej, želim tebi in tvoji ekipi eno odlično izvedbo, že 17. po vrsti DMTK, odlično vreme, kajpak pa, ja, da se boš potem, ko boš vse oddelala, lahko tudi po tej progi sproščeno spustila v dir, pa pač podoživljala vse tiste. Ja, edino to je, da me vsak let vprašajo, si ti už tudi tekla? A ti tudi tečeš na nočne desetke? To je klasično vprašanje, ki se mu samo nasmeješ. Jaz bi z veseljem tekla, ampak grem jaz po teh stezicah večkrat tudi sicer, tako da na ta dan pa nas čaka več drugih nalog, ampak sem v mislih s tistimi, ki tečejo in se mislim, pa pismo, koliko jim je fajn. No. Te popolnoma razumem. Ja. Anja. Tako da, Marko, še kdaj, ne? Hvala tebi. Z veseljem, evo, hvala ti, lepo se mej, pozdrav v Ljubljano. Pozdrav tebi na Bled, Čau. Čau. Anja, hvala. Vabljeni vsi na DMTK zadnjo soboto v maju. Mi pa se spet vidimo naslednji teden v novi oddaji z novim ličnim gostom. Ostanite zagreti. Čau za.